Pozdravljena fanta v Pivški vojašnici, kjer je nastanjen 45 centrigozeničnih bojnih vozil, se pravi tankisti. A moramo po vojaško pozdraviti? Lahko. Pozdravi se z desno roko. Ja. Dvignete v pozdrav, prsti so skupaj, palec ravno tako. Dotaknemo se tukaj na desni strani in roka je malo povešena naprej. Rama pa zategnjena nazaj. In potem roko spustimo. Energično dol. Zakaj so pa vojaške uniforme take barve? Vojaške uniforme so bile včasih enobarvne, že v drugi svetovni vojni pa so začeli uporabljati kamuflažne maskirne barve in te maskirne barve se razlikujejo glede na letne čase. Pozimi lahko je uniforma bele barve pa s črnimi lisami, pomladi nekoliko svetlejša, da se pa lažje skrijemo med grmovjem in smo težje opaženi sovražnikov na bojišču. A mi, da bi bila pa bolj slaba kamuflaža? Ja, seveda, preveč sta vidljiva in na bojišču bi bili zelo opazni, zato bi bila bolj primerna za označevanje ciljev. Vidim, imate željo, da malo tank spoznate, je tako? Smeva iti v njega? Prosim? A bo smela iti v njega? Seveda. Najprej se moramo pa opremiti. Bistvena zaščita je čelada. Potem, da se tole zapne, pa da se priklopimo noter tole. Lahko dol si malo potegn. Rekli smo, da mora biti tale laringofonček. Tako. Je v redu? Evo, super. Pa gremo kar gor. Okej. Ja. Pa mi daš roko, evo. Super, kar gor. A je tank težji voziti kot avto? Ja, tank je zelo težje voziti kot avto, ker to je bojno vozilo in je široko in dolgo. Koliko oseb pa gre približno v tank? Tank ima posadko 3-člansko, kjer je voznik, namerilec in poveljnik. 3 člani posadke. Naslov, pa se okrog obrneš, pa se usedeš noter. Čudno je malo prostora. Malo prostora. Tukaj je delovni prostor voznika, tukaj imaš merilnike. Wow, tole tukaj not pa je manjše, kot sem si predstavljal. Je zelo ozko, ja. Je majhno, je vse stisnjeno. Če pogledaš tukaj, ne? Boš pogledal ven, se vidi ven. Evo, pa imamo tukaj spet dve luknje, če lahko rečemo. Na tej tukaj je poveljnik noter, tle pa namerilc. Evo, pa se lahko kar usedeš noter. A v katero smer pa se obrnem? Kar takole, kakor si zdaj. Okej. Ja, kar takole. Vrtiš se lahko okrog in okrog. In opazuješ okrog tanka za 360 stopinj. Tega pa ni tako lahko obračati. Ja, kar težko je, ja. No, tukaj imaš pa ene zanimive ročke. Neke podobne ročke imaš verjetno tudi doma, ko imaš pri računalniku na ta joystick ali pa take igrice, ki igrate. In to je nekaj podobnega. Ko to stisneš, obračaš levo, obračaš desno, se začne ta kupola obračati levo pa desno.